Živjo! Odnos med otrokom in starši je ena edinstvena vez, ki nas na eni strani opolnomoči, nam da življenje, nas pripravi na to, kar naj bi v življenju potrebovali, hkrati pa nas prav ti odnosi lahko tudi najbolj zaznamujejo. Oblikujejo nas, ker skozi te odnose pravzaprav zgradimo predstavo o tem tudi, kdo smo mi, kaj je dobro, kaj je slabo, prav, narobe, tudi to, koliko smo mi vredni, koliko smo pomembni. In ne glede na vse krutosti, ki jih mogoče doživimo ob naših starših, je to pravzaprav naše izhodišče, h kateremu se vedno na en način vračamo. Kako pa ta odnos nesemo naprej v življenje? Kako vemo, da je pravzaprav otrok oziroma en mladi odrasel že dovolj zrel, da se vceli, da oblikuje eno svoje partnerstvo, da mogoče staršev ne potrebuje več toliko, kot jih je včasih? In kako naj zdaj ta mladi odrasel tudi oblikuje neko zdravo partnerstvo, bova govorili danes s Katjo. Katja je magistrica zakonskih in družinskih študij, dela pa z mladimi in izvaja programe za starše. Pomaga jim pri sočutnem starševstvu. Katja, pozdravljena. Živjo, hvala za povabilo. Ja, hvala, ker si se odzvala. Bi te pa prosila čisto na začetku, če razložiš, kaj to sploh je sočutno starševstvo. Gre v bistvu za eno tako podporo staršem, to so v bistvu take podporne skupine, ki jih mi izvajamo na našem inštitutu zaupanja. Kot nek suport, podpora staršem v določenih razvojnih fazah življenjskih, z najstniki, z mladimi otroci, jaz predvsem delam na področju mladih staršev, z malimi otroci, in si tam izmenjujemo neke izkušnje, poskušamo rasti, drug drugega poslušamo, dajemo podporo, da nismo sami v tem, ker včasih je težko biti starš sploh v tem času, kjer je poplava vseh informacij in imaš kar občutek, da moraš biti popoln, pa ni temu tako in je čisto v redu, če tudi kdaj naredimo kako napako in se z nekom povežemo, da nismo sami v tem. Je starševstvo eno tako večno učenje, vse od takrat, ko se otrok rodi ali pa mogoče že celo malo prej, pa vse do tja, v bistvu ne vem, če se kdaj konča, Mislim, da da, po izkušnjah drugih staršev, ki so starejši, pravijo, da nikoli ne nehaš biti starš, Ampak vsem pa je nekje tista prelomnica, ko starš verjetno tudi začuti, da je zdaj otrok že dovolj, ne vem, zrel, da se bo vcelil, da mogoče je začel oblikovati eno svoje partnerstvo, ali pa je mogoče otrok tisti prvi, ki začuti, da si želi ene samostojnosti. Kako gre to, A je kakšna taka prelomnica? Sigurno. Jaz bi rekla, da gre tukaj tako počasno, z določenimi trenutki v življenju, na primer že sam zaključek srednje šole, recimo tam nekje pri 18, ko postanemo samostojni tako po zakonu, ki odgovarjamo za svoje dejanja, to je recimo že ena taka prelomnica, Čeprav mogoče še ne čutimo to, ampak nam pač družba taka kot sama daje neko smer, da zdaj pa gremo počasi proti zrelosti, Potem recimo sigurno je matura en tak pomemben mejnik v življenju ali pa dosežek diplome, recimo tisti, ki grejo študirati, Zanimivo, recimo Američani imajo šele pri 21 si samostojni, oziroma odgovorni za svoje dejanja. Nekje psihologi pa strokovnjaki oziroma nevroznanost pa v bistvu ugotavljajo, da tam nekje pri 25 letih se naši možgani razvijajo in maturirajo, če lahko tako rečemo, se pravi, postanejo zreli. In to je neka zlata sredina, zlata doba odraslosti, da ti postaneš samostojen, da si čustveno zrel, da si nekako socialno-ekonomsko tudi pripravljen, na samostojno življenje. In pa seveda to biološki vidik, se pravi zrelost v telesnem smislu. In takrat naj bi se kaj mladi tudi odselili od družine, je to tudi en znak te osamosvojitve, ali ni niti nujno, da se mladi odseli zato, da se osamosvoji? Jaz bi rekla, da
od vsakega posameznika odvisen. Zdaj, koliko je ta mlad sposoben razmejiti, oziroma koliko so tudi starši sposobni uvideti, da je ta mladi človek odrasel, a ne. Definitivno pripomore recimo neke nove izkušnje, da se odseliš ali v študentski dom, recimo tam po maturi, a ne. To je lahko ena zelo super izkušnja, koliko postati in kaj si želiš postati oziroma kako želiš živeti, a ne. Zdaj, če si ti pa skozi doma, a ne, s svojimi starši, pa da se ne odseliš, je pa ta osamosvojitev majčkeno težja. Zato, ker si ti še vedno vpet v te odnose, pa nič narobe, a ne, saj ti lahko imaš super odnose tudi s svojimi starši, ampak se mi zdi, da je težje razmejiti pa postaviti neke meje, kaj si pa jaz želim, a ne, ker ti še vedno, tudi če imam jaz svojo službo, pa hodim zjutraj v službo, ampak če se vračam spet nazaj v svojo sobo, kjer živim že jaz 20 let noter v njej, a ne, in še vedno pač pripravlja moja mama meni kosilo, a ne. Nimam jaz tega občutka, da sem jaz nekaj za sebe naredila, a ne, oziroma da sem jaz naredila na tak način, kakor jaz hočem, oziroma mogoče sploh nisem pogruntala, kaj bi jaz rada, a ne. To se mi zdi ful smiselno, oprosti, se mi zdi tako zelo smiselno, da vsej dobimo eno izkušnjo, da gremo za nekaj časa nekam, no. Ja, želela sem v bistvu še nadaljevati, no, se mi zdi v Sloveniji je zelo pogosto, da se dve družini, a ne, kar združita, da dejansko se že ta mlada punca Svetlela v tem primeru imele, a ne, recimo osamosvoji, pa ima svojo službo, a ne, medtem ko, ali pa že celo svoje partnerstvo, pa svoje otroke, svojo družino, ampak še zmeraj pa njena mama recimo kuha kosila, ker so pač bili skupaj doma in pridejo oni tako pozno domov in Ja, to je v bistvu, majčkeno sem raziskovala, a ne, in to je v bistvu zelo še iz zgodovine pri nas prisotno, a ne, tam po vojni, ker so skupaj, ker je bilo pač pomanjkanje, a ne, in so se pač mogle družine združiti, zato da so si pač zagotovile ta materialno dobrino, a ne, dobrobit. Zdaj smo pa v bistvu mi to materialno dobrino presegli, oziroma mi imamo zdaj vsega, ne. Mi si lahko privoščimo recimo iti za sebe, ampak nismo še pa preklopili ta čustven vidik, a ne. In tako si rekla, ja, treba je v bistvu narediti en preskok in tudi če ostanemo doma, nič narobe, a ne, ampak da se da to res jasno in glasno postaviti ene meje, a ne. In da se teh mej ne prestopa, ker v bistvu starš s tem, ko ne prestopa otrokovih mej, ko spozna, da je odrasla oseba, v bistvu to, ne, izrazi eno spoštovanje, a ne, eno zrelost, eno naslednjo, eno stopnjo višje, a ne. In s tem se lahko tudi zelo lepi odnosi oblikujejo in če to zmoreta dve, mlada in starejša družina, a ne, vzpostaviti, je pa lahko to eno zelo fantastično sobivanje v teh velikih hišah, a ne. Ker tam okoli 80-ih so pa začeli potem tudi take velike hiše graditi, a ne, saj če se pelješ malo po avtocestih ali pa po Sloveniji, to so res ogromne hiše po Sloveniji, a ne, za 3 generacije noter, a ne. In se dogaja, da so v bistvu te hiše zelo prazne, ker vprašanje, če smo pa mi naredili ta preskok, da smo mi sposobni spoštovati tega mladega človeka in ga sprejeti v našo hišo po njegovih pravilih, a ne, da ima on možnost tudi svoje pravila postavljati, ne samo po mojih pravilih, kako bom jaz rekla. Ja, saj, kje so te meje, a ne, ker če sem recimo jaz starš pa lastnik te velike hiše, a ne, pa jaz zdaj tebe, tvojega otroka in tvojega partnerja in družino sprejmem v svojo hišo, a ne, in zdaj ne pa še jaz tle starš spoštujem otrokova pravila, a ne. Se mi zdi, da to tako mora biti kar zrel starš, da zmore nekaj takega, ene vloge obrniti oziroma vloge obrniti. Ne gre toliko za vloge obrniti, ampak da si sposoben razumeti, no, da zdaj tvoj otrok ima tudi neke svoje omejitve, neke svoja pravila konec koncev, no. Točno to. In jaz mislim, da se tukaj začne zelo zgodaj, a ne, prav v bistvu pri mladi družini, se to je tak cikel, ne, začaran krog. Pri mladi družini v bistvu se mora že začeti, okej, tudi če imam jaz otroke, a ne, jaz jih nimam zato, da jih imam za sebe.
pač ti otroci bo enkrat šli od doma in ti otroci imajo potencial, da razvijajo nekaj za sebe, nekaj po svoje, nekaj, tudi če meni ne bo všeč, a ne, okej, nič hudega. In zato, da se to dogaja, se že v bistvu pripravljam od malih nog, a ne. Že recimo, ko se začne, da že ti kot mama dovoliš, jaz bom zdaj govorila iz te mame vloge, no, ampak da dovoliš svojemu otroku, da gre recimo na ulico se igrati s svojimi sovrstniki, a ne. To je že recimo en mini odhod. Da ti svojemu otroku pri, ne vem, 6 letih dovoliš, da si on zbere eno dejavnost, katero je pač ti mu lahko ponudiš, a ne. Recimo, imamo nogomet, imamo klavir, imamo verouk, imamo, ne vem, nekaj, da si izbere, kaj ti je všeč, recimo. In če ima on nek potencial, jaz bi pa mogoče res šel na nogomet. V redu, dajmo poskusiti in ga podpiramo, a ne. Se pravi, da mu že take male malenkosti dajemo neko odgovornost, neko podporo, a ne, in ga poskušamo suportirati, smo mu v suportu, mislim, v podpori. In potem recimo tudi za srednjo šolo, a ne, izbor, ki je to recimo prvi tak mini odhod spet, ne, mi, ki mogoče ne živimo v mestih, da dovolimo, on si izbere neko srednjo šolo, kamor bo on hodil, a ne, ne tam, kar bom jaz želela. In to je tudi en mali odhod, a ne. In se že v bistvu starš poslavlja od malih nog in pripravlja na to, da enkrat bo otrok šel od doma, a ne. Ker to je bistvo nas vseh ljudi, a ne, ne da smo skozi pri mami. Pravi, da nekako je naloga, da že od začetka se pripravljamo na en ta proces poslavljanja oziroma že kar cel čas poteka. Ja, pa ne, da nas zdaj to preplavlja, ne, pa da smo zdaj pa mi skozi žalostni, pa da skozi imamo to krivdo, ampak v smislu, da se s tem sprijaznimo in sprejmemo, da tudi je tako. Meni se zdi zelo pomembno, da se tudi mi kdaj znamo začutiti sebe kot otroka, ne. Koliko bi bilo meni, če bi mene moja mama skozi držala nazaj, recimo, ali pa koliko bi bilo meni, če meni moja mama ne bi dovolila same izbire, a ne. Saj jaz vem, da meni hočejo najboljše, ampak še vedno jaz moram probati, a ne. In to so tiste razvojne naloge, ki jih ima vsak posameznik pač v različnem obdobju, a ne. Najstnik ima neko razvojno nalogo, da proba, da tvega, da malo začuti ta strah, a ne. Razvojna naloga tistega starša najstnika je pa, da zdrži s tem strahom, a ne, da reče, okej, jaz mu moram zaupati, saj jaz sem njega opremal za življenje, da gre v svet, a ne. Jaz mu zaupam, jaz moram tudi tvegati pa zdržati in zaupati sami sebi, da sem jaz vse naredila v najboljši moči, da sem tega otroka dala v svet, a ne. Ja, se mi pa zdi fajn tudi to vedeti, da je to en proces, a ne, da ni, se mi zdi, da večina staršev, no, ne vem, da se motim, ampak tako doživi pri nekih letih, ne, tam, ko otrok rata že odrasel, mogoče že celo samostojen, ne, ima že službo, celo mogoče že svojo družino in se šele takrat enkrat starš zave, a ne, zdaj sem pa jaz izgubila ali pa izgubil, a ne, tega otroka. In je to že malo pozno, ker dejansko, tako kar si rekla, je to en proces, ki se dogaja, a ne, cel čas, sicer po majhnih korakih, ampak je nekje v ozadju tudi ta naloga, da ta otrok postane enkrat samostojen. Točno to. In nič narobe, a ne, tudi ta sindrom praznega gnezda je tako zelo značilen za starše, ki zgubijo kar naenkrat otroke, recimo, ko grejo študirati in kar naenkrat je pač prazna hiša, ali pa se odselijo pač ti mladi odrasli, a ne. Ja, kaj pa zdaj, ne? In velikokrat se zgodi, da, ne vem, klicarijo pa te otroke skozi, a ne, pa jih obremenjujejo, pa jim razlagajo konflikte, ki jih imajo s partnerjem, a ne, z recimo staršem in tako. To je tudi za njih zelo en velik šok, a ne, in proces in je dobro, da se ti starši zavedajo, okej, zdaj sem pa jaz sam, kaj pa naj zdaj naredim, a ne. In takrat je pa naloga tega starša, da se zopet, oziroma ima potencial, bom rekla, no, ali pa ima priložnost, da se spet nazaj poveže s svojim partnerjem, a ne, ker ti, ko postaneš mlada družina, v prvi vrsti si partner, a ne, mož pa žena. Ampak ko pridejo otroci, se to partnerstvo mičken zgubi in si moraš kar mogoče kdaj izboriti čas zase, a ne, in se moraš kar nekako bodriti, okej, se bo zdajle mogoče ni čas za naju, pa si ga bova vzela kasneje, a ne.
In pol kar mi dnevajo, dnevi, leta in tako, in pol, ko gre otrok od doma, je pa v bistvu spet priložnost, pa spet čas, da si pa spet vzameta lahko partnerja in se morata na nov začeti spoznavati. In kolikrat se zgodi, recimo tam na Kitajskem, ko grejo pol recimo ti starši v penzion ali pa, ko ni več teh otrok, da je veliko ločitev takrat. Zato, ker se v Ne bistvu... samo na Kitajskem, verjetno tudi pri nas, a ne? Tudi verjetno pri nas, ampak tudi zato, ker se pač enostavno ne poznajo več in si ne dajo priložnosti in pride en tak ogromen strah in praznina in zdaj se sprašamo, kaj pa zdaj s to praznino narediti, ne? In zdaj pogumen bo stopil v to praznino in z drugim še prišel noter, ne, v to praznino in bomo skupaj raziskovala to praznino. Saj, če jaz čutim praznino, tudi verjetno na moji drugi strani čuti to praznino, ne. Če se pa ustrašim, se pa lahko obrneva vsak na svojo stran in pač ali živiva pač tako en mimo drugega ali pa pač greva narazen, ne. Kako pa naj mladi odrasel recimo, se sooči s tem, da ga starš klicari in mu nekaj razlaga in čutiš pol tam eno krivdo, ki bi zdaj rad temu staršu pomagal ali pa še celo neko dolžnost mogoče, moraš biti hvaležen, se je ta starš tele spravil gor in ti je to pomagal. Zdaj pa probaš nekako svojo družino formirati, ampak ne moreš pa starša pustiti na cedilu. Kako ta notranji konflikt, mogoče, kako se s to krivdo soočati? Jaz bi rekla, da je tukaj tudi en tak proces, to tudi pač ne moreš kar reči, da ne bom se sekiral, vedno se pač tukaj zelo veliko izhaja iz tega načina, na kak način smo mi bili navezani na naše starše, Zdaj, če smo mi varno navezani z našimi starši, se pravi, če smo vzpostavili ta nek varen občutek, da moja mama je vedno tam za mene, jaz lahko grem raziskovati, ko sem v stiski, jo pokličem in ona je za mene tam, in potem grem jaz naprej raziskovati, je ta separacija oziroma ta občutek krivde zelo manjši, in mi ne bo težko reči, tlej mama, dale nimam časa, in tudi ona bo to znala razumeti, okej, si bo mogoče užaljena ali pa bo žalostna ali pa mogoče malo razočarana, ampak bo znala sprocesirati, bo znala, okej, sprejeti, izžalovati. Tam, kjer pa recimo te navezanosti niso bile tako varne, kjer so bili mogoče zliti odnosi, kjer so recimo bile prijateljice, mama pa hči ali pa mama pa sin recimo, da sta bila ona dva prijatelja, pa bo recimo sin pripeljal novo partnerko, bo pa zelo eno ljubosumje tam, zato ker je v bistvu ta mama sina naredila v bistvu čustvenega partnerja, in zdaj ima občutek, da izgublja enega partnerja, ne pa sina, Ti sina vedno imaš, ti otroke vedno imaš, ker si jih rodil. Partnerja si pa zberemo in ga lahko izgubiš, ker se pač za to odločiš, da ga izgubiš, in tam, kjer so ti zliti odnosi ali pa kjer so pač izogibajoči odnosi, je ta strah veliko bolj prisoten in je tudi pač ljubosumje prisotno, Je pa res, da si mi izbiramo partnerja na podlagi tega, kako smo mi vzpostavili naše naveze z našimi starši in je potem velikokrat past v tem, da si prav take partnerje najdemo, kjer bo veliko ljubosumja, ali pa velikega strahu pri tem, da bomo izgubili tega partnerja, ali pa velike nejeze, ali pa tega občutka strahu pred navezanostjo, A je potem tudi pomembno to, kako, na kakšen način se poslovimo od naših staršev, ali lahko to vpliva pol tudi na naše partnerstvo? Ja, ampak spet s procesom, se mi zdi, da bom se spet ponovila, če je navezanost v redu, varna navezanost, bo to starš sam razmejil, bo dal tisti prostor, okej, zdaj so odrasli, gremo naprej, Kjer pa niso, je pa smiselno, da mladi odrasli razmeji, in reče, poglej, zdaj nimam časa, ali pa prosim, da spoštuješ, da imam jaz zdaj partnerko ali pa partnerja, s katerim midva si bova naredila tako, ko bo nama pasala, da se prav malo postaviš za sebe, čeprav pač tudi malo včasih ne bo najbolj zadovoljen, pa bo slaba volja, ampak jaz pravim, boš prva zamera kot zadnja, tako da si res malo izboriš to, a razumeš? Tako,
Da malo tvegamo, ne, da rečemo, Ja, tako tvegaš. Jaz malo zase poskrbel, a ne. Točno to. In je to v bistvu čist super in v redu, a ne. Če se pojavi krivda, kar si prej rekla, a ne. Nič hudega, samo prepoznati jo je treba, a ne, da to v bistvu se ne dogaja zaradi mojega partnerja tam, ne. Da nisem jaz zdaj izbiral med mamo ali pa med mojo ženo, ampak da je to pač ena stvar, ki mogoče moja mama pa jaz nisma bila, da spoznaš, a ne, da midva z mamo nisma bila, ali pa s očetom, no, nisva bila glih v tistih nekih zdravih odnosih, a ne, in je treba močkar narediti črto. To zdaj ne pomeni, da jaz ne hodim več nazaj, ampak na kakšen način, a ne, hodiš nazaj. Tako, ja. Ker se mi zdi, da so res takole dostikrat v partnerstvih prav ta ljubosumja, a ne, ko imaš prej z enim staršem super odnos, si ful povezan in vse, in pa pride pa naenkrat partner in ti začne, a ne, v ta odnos nekako skakati, a ne, ali pa ga moti, ali pa rata ljubosuma na ta odnos in rečeš, kako, a ne, kako sploh primerjaš eno ljubezen, ki imaš do starša ali pa do partnerja, a ne, ampak kljub temu zna biti to v mnogih partnerstvih problem. In kakšna stiska je pol tam zdaj se temu partnerju, a ne, oziroma ali pa temu mlademu odraslemu srečati s tem. Ne more izbirati ljubezen, a ne, to, kar si prej omenila. Absolutno, pa razumeti, ne, mislim, tukaj se mi zdi, da je ta zrelost zelo pomembna, ne, da ti razumeš, da so različne oblike ljubezni, a ne. Starševska ljubezen je drugačna kot pa partnerska ljubezen, a ne. Midva z mojim očetom ali pa z mojo mamo, midve ne morava biti prijateljice. Mislim, jaz lahko čutim do nje prijateljsko vez, a ne. Ona pa ne more biti moja prijateljica, mislim, jaz pa njej ne morem biti prijateljica. Jaz ne smem vedeti vsega, kar se njej dogaja, a ne, na partnerskem področju, ali pa koliko je ona žalostna, ker nima povezave z očetom, ali pa tako v tem smislu. Se pravi, da mora starš znati prepoznati, kaj je okej in kaj ni okej, a ne. Ja, sploh se mi zdi, da te spori s taščami, a ne, da so tako zgovorni, a ne, se pravi, nov partner pa mama ali pa oče, a ne, se pravi tudi s tastom, tako da so si nekako na eni bojni nogi, a ne. In se mi zdi smiselno, a ne, tudi govoriti o tem, ne, zdaj samo, da so tašče krive pa grozne, a ne, ampak da velikokrat gre prav za to eno rivalstvo, a ne, s kom bo zdaj ta hčerka ali pa ta sin imel nek čustveni odnos, a ne, neko pripadnost, kam zdaj paše ta mladi odrasel, ne. In če ta starš ni sposoben tega spustiti, lahko pride res do teh rivalstev s temi mladimi partnerji, a ne. In se mi zdi tako ena taka, da se premalokrat pove, da tudi ti mladi partnerji, da imajo po svoje prav, no, da je res treba en odnos tam rešiti s svojimi starši, preden gremo naprej. Tako, in še to, a ne, da ti kot otrok imaš potencial, da narediš nekaj novega, a ne. In to, ko si prej rekla, da imamo rivalstvo med taščami pa tasti, v bistvu oni so samo eno sredstvo vmesno zaradi tega, ker je nas strah se povezati v novem partnerstvu, a ne. V bistvu tega je, da je nas strah stopiti v nek nov odnos, ker tam spet tvegaš. Ali če se bom jaz odprla s mojim potencialnim možem, a ne, in tvegala mojo ranljivost, a me bo on razklal, po domače povedano, ali me bo sprejel v tej moji ranljivosti, a bo sočuten, a me bo sprejel tako, kot sem, a ne. A bom lahko tam čist gola stala v tem simboličnem smislu in pokazala vso svojo ranljivost, od žalosti do jeze, do sramu, a ne. In zdaj, če je moj partner stalno tolažil svojo mamo, ker je bila skozi žalostna in ob tem doživi eno jezo, a ne, in je jezen na te ženske, ki so stalno žalostne in se stalno same sebi smilijo, je to prav zato, ker je ta mama v bistvu prestopila meje, a ne. Mama ni tam zato, da bo svojemu sinu razlagala, kako je žalostna, ker je skozi sama, ker je skozi osamljena, ker nima, ne vem, partnerja, ker in noben ne pomaga, a ne. Ni to tisti naslov, a ne. In mora v bistvu ta sin, otrok, mož, dobro razmejiti, a ne. Okej, tisti je bila moja mama, ampak jaz pa ob moji ženi, ki smo midva enakovredna, saj če gledamo družinski sistem, kako je sestavljen, a ne, mi smo moški in ženska sta na isti te vertikali, a ne.
in smo enakopravna, enakovredna v tem odnosu. In če jaz sem žalostna, pol pričakujem, to so pa naša pričakovanja, da mi ta moj mož, moj partner, moj potencialni partner, razume, da sem žalostna in da je vse v redu in da čuti meni soporta. In da mu ne, da takrat, če on reče, ne, ista si, ko vse ženske. Tako, ista si, ko moja mama, pa na živce mi grete. Pa. Ker v bistvu tam se pa dejansko res ranimo. Mogoče, Katja, saj še, kaj se vem, kakšen nasvet za konec, kako oblikovati en zdrav odnos iz starši, ki smo že odrasli, ki se že poslovimo, pa hkrati jih vseeno še zmeraj rabimo, in pa kako oblikovati eno zdravo svojo družino ali pa svoje partnerstvo. Na kaj ne bomo pozorni? Predvsem na to, da si izbiramo partnerja po svoji meri, pač po lastni izbiri in da se ne odzovemo na vsako kaprico, ki nam starši reče, ta pa ni dober ali pa ta ima pa to, pa to, pa to, ampak da se znamo postaviti, ok, ampak meni to paše, jaz bi rada, da pač to probam. Sej, če me bo prizadel, se pravi, da spet tvegam, imam vedno dom, kamor lahko pridem mama ali pa oče. Puste me, da probam sama, da probam sam. V bistvu to je moje življenje, jaz sem si ga zbral. Se mi zdi pa ena ful dobra iztočnica je recimo stopanje v zakon, mlad par stopa v zakon, v poroko in tukaj je tak simboličen pomen, in to ni nek piece of paper, pač kos papirja, ampak gre za zelo simboličen pomen, kako se razmeji, da tam v tistem obredu recimo, starši uvidijo, ona dva sta res za sebe, ona dva sta tam pred matičarjem ali pa pred oltarjem, sama dva, nismo mi zraven. Pravi, da ta proces začne delati, da sta sama dva, mi smo jim support, mi jim lahko stojimo ob strani, ampak ona dva sta pa tam. Zanimivo mi je to, da recimo Judje, ko praznujejo poroko, mladoporočenca, potem po torti recimo ali pa po nekem nazdravljanju, gresta iz poroke in se potem v bistvu te dve družini, moža in žene oziroma ženina in nevesta, morajo na novo preoblikovati, brez njiju, in ugotovijo v bistvu, procesirajo, psihološko, ok, ona dva sta res za sebe, imata nek svoj način, ona dva bosta sama dva naredila, nekaj oblikovala. In pa seveda, da se pogovarjamo, da ubesedimo, kako se počutimo in da s tem nikogar ne prizadanemo. Velikokrat tudi to slišim, da je ljudi strah, narediti neko svojo napako, če lahko rečem, ali pa nek svoj poskus prav zaradi tega, ker če ti ne uspe, pa boš mogel iti pa domov, kjer ti bo rekel, saj smo ti povedali, da ta ni zate. Ja. Ampak tako, to je prav to odraščanje, to je ta odgovornost, da lahko mi enkrat, ne glede na to, kaj jim bojo vsi okrog rekli, pa kaj so vsi okrog vedeli, vsem se odločimo za en svoj korak, ne glede na to, bo uspešen ali ne, ampak je lahko moj korak. In je to tista ena. In Katja, meni se je zdelo tole tako res bogato. Jaz upam, da so spodbudile čim več mladih, da delajo svoje korake, da grejo svojimi željami, potrebami naprej v svet in da se ne ustrašijo. In da tudi, če se ustrašijo, da to ni nič kaj toliko groznega. Tako da jaz se ti tukaj zahvaljujem in tudi vsem ostalim povem, da če bi te potrebovali, te lahko najdejo v Družinskem inštitutu za upanje, ampak si dosegljiva šele v naslednjem letu. Tako. Če še kdaj kakšna prilika, priložnost, bom vesela, če se še kdaj srečale, mogoče še kdaj poklepetale, če pa ne, pa še enkrat hvala za danes. In vsi ostali, ki pa spremljate mene, ki želite še naprej spremljati, dajte se prijaviti na tole subscribe na YouTube ali pa zvonček tukaj, da boste večkrat z mano in da boste spremljali še vse ostale zanimive goste, ali pa tudi mene najdete na spletni strani evaerpic.si. Imejte se lepo in uživajte. Adijo. Adijo.
Živijo! Torej, gledate moje podcaste zato, ker želim, da se čim več pogovarjamo o temah, ki se tičejo nas vseh. Želim, da doma namesto bolečine, osamljenosti, izigranosti, razočaranja doživljate ljubezen, veselje, toplino, občutek zaželjenosti in da vam to lahko pomagam, sem poleg teh podcastov naredila tudi spletno akademijo. Tam boste našli tečaj za pare in tudi tečaj intima, ki bo pomagal vsem tistim, ki ste mogoče že dlje časa samski, ki težje vzpostavite nek partnerski odnos ali pa tisti, ki bi si samo želeli poglobiti zavedanje sebe v odnosu. Vabljeni na akademija.evaerpic.si.